can still remember after oh so many years. Zdaj pa gremo res že končno ven. Na gredah so tla bolj ali manj že pripravljena za setev. Saj že vsi ptički čivkajo, da na vrtu ne štihava, frezava, niti ne orjeva, ampak to počneva kot narava, lahkotno in predvsem z lastno glavo. In pozitivni rezultati se začnejo kazati takoj. Za vrtnarje pa so vidni predvsem v mesecu juniju, ko se večinoma pritožujejo nad plevelom, zalivanjem in nekvalitetno rastjo zelenjave. Če ste med njimi, mislim, da vam lahko knjiga Štihanje ne hvala res pomaga. Knjiga je priročnik za pripravo tal na vrtovih od 2 do 500 kvadratnih metrov, ki nas vodi od osnov konkretnih postopkov in tudi posebnostih pri negi tal in rastlin skozi leto. Končno da odgovore, kako točno pripraviti tla brez prekopavanja in obračanja, da imamo boljše rezultate kot prej. Odgovori so podani iz prakse z lastnimi fotografijami postopkov in rezultatov. Večino gred pripravljava predvsem s kompostno zastirko. Kompost jeseni položiva na grede med 3 in 5 cm na debelo, brez kakršnega koli vdelovanja v tla. Tako vneseva dovolj hranil, pospešiva razvoj humusne plasti in s tem dolgoročno rahljava tla. V kombinaciji z gosto zasaditvijo in zastirkami iz ostalih organskih materialov so tla zaščitena in imitirajo pogoje v gozdu. Tako se ustvarjajo univerzalno rodovitna tla, kjer 50 ali več rastlin istočasno uspešno raste, mnogo manj je pleveli in pa tudi zalivanja. Če ste do sedaj preko vrta obilja, Tjaše ali mene dobili veliko koristnih informacij za vrtnarjenje, bo tale knjiga res pika na i in hkrati tudi direktna finančna podpora za najino nadaljno ustvarjanje. Kakorkoli, če si knjige ne morete privoščiti ali pa iz kakršnihkoli razlogov ne želite kupiti, si jo sposodite v knjižnici ali pa jo kopirajte. Vsak način želimo znanje iz te knjige deliti v vsak košček Slovenije. Sledite, delite in komentirajte, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.